Se spomnite, kako je obisk upravne enote izgledal še pred 2 letoma? Dolge čakalne dobe, nabrani zaostanki, okrnjeno delovanje upravnih enot zaradi stavke. Stavkovni sporazum, ki smo ga podpisali leta 2024, je bil prvi korak k prenovi. Vsi smo vedeli, upravne enote, ta temelj države na terenu, potrebuje korenite spremembe. Trdno smo delali in od takrat naprej so stvari samo še boljše. Danes z vami delim vizijo sodobne in učinkovite javne uprave, ki služi vsem državljankam in državljanom, našim strankam, gospodarstvu in podpira konkurenčnost države. Danes bomo izpostavili ključne dosežke Ministrstva za javno upravo. Začeli bomo pri optimizaciji delovanja upravnih enot, zlasti na področju kritičnih administrativnih ozkih grl, kot so tujske zadeve in gradbena dovoljenja. Glavni izziv, s katerim smo se soočali, so bile nesorazmerno obremenjene upravne enote. Pred sprejetjem novih ukrepov so bile nekatere od teh, zlasti tiste na območjih koncentracije prebivalstva in gospodarske aktivnosti, preobremenjene, kajti izključna krajevna pristojnost je preprečevala enakomerno porazdelitev dela. Še posebej kritično je bilo na področjih, kot so tujske zadeve, izdaja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo in gradbene zadeve. Zaradi togih in dolgotrajnih postopkov so se ustvarjali zaostanki, ki so ogrožali že pravico do odločanja v razumnem roku. To dolgotrajno čakanje pa je povzročalo ne le stisko pri ljudeh, temveč tudi gospodarsko škodo. Na področju tujcev smo z prerazporeditvijo zadev iz 3 najbolj obremenjenih upravnih enot, Ljubljana, Maribor in Kranj, razdelili v reševanje kar 6800 zadev na 52 upravnih enot po vsej Sloveniji. Ključne so bile tudi spremembe uvedene z zakonom o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah, novelo zakona o tujcih ter novelo gradbenega zakona. Odpravili smo izključno krajevno pristojnost v tujskih zadevah. Odprava izključne krajevne pristojnosti pomeni, da lahko vlagatelji zdaj vlogo oddate na katerikoli upravni enoti v Sloveniji. Ta trajna ureditev omogoča bistveno bolj enakomerno porazdelitev delovnih obremenitev po celi državi. Vsem uporabnikom javnih storitev, tako državljankam in državljanom kot podjetjem, tako omogočamo širši dostop do upravnih storitev. Ta širši dostop krepimo tudi z digitalizacijo postopkov v sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo. Ker smo se zavedali, kako ključen vpliv ima hitro zaposlovanje tuje delovne sile na konkurenčnost slovenskega gospodarstva, smo se fokusirali na pripravo ukrepov, ki so prinesli takojšen rezultat. Ti so bili sprva sprejeti kot začasna rešitev, a ker so se odlično obnesli, smo jih uvedli kot trajne. Uvedli smo ureditev, ki tujcu delavcu že na podlagi potrdila o vloženi prošnji omogoča zakonito prebivanje in delo v Sloveniji, medtem ko postopek odločanja na upravni enoti še teče. S tem se je postopek skrajšal iz več mesecev na nekaj tednov. Še en ključni kritični ukrep je bila digitalizacija postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja z uvedbo sistema e-graditev. To je pomemben korak k odpravi birokratskih ovir za investitorje in pospešitvi gradnje. Ta sistem omogoča popolnoma elektronsko poslovanje na področju graditve objektov. S tem smo bistveno poenostavili celoten proces, povečali preglednost in skrajšali čas, ki je potreben za izdajo dovoljenj. Novela gradbenega zakona je dodatno omogočila prednostno obravnavo vlog za gradbena dovoljenja za javno infrastrukturo. To ni zgolj administrativna sprememba, to je strateška odločitev, da pospešimo investicije v našo ključno javno infrastrukturo. Ne zanimajo nas samo obljube in načrti, zanimajo nas dejanski otipljivi rezultati, ki vplivajo na vsakdan ljudi in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. S tem, kar smo dosegli, smo dokazali, da upravne enote niso ovira, ampak rešitev. In številke to potrjujejo. Kriza na upravnih enotah, zlasti pri reševanju tujskih zadev, je bila tudi politično in socialno vprašanje. Naše temeljno poslanstvo je zaščita pravice državljanov in vseh, ki tu delajo in živijo. Če želimo ščititi te pravice, moramo poskrbeti, da upravni organi rešujejo te zadeve v razumnih rokih. S to optimizacijo smo zmanjšali pritiske tako na uradnike, ki so vodili postopke, kot tudi na delavce tujce, ki so bili zaradi dolgotrajnih postopkov v negotovem statusu in so pogosto tudi delali na črno. Ta hitrejša integracija delovne sile zmanjšuje verjetnost prekarnih oblik dela ali dela na črno, kar pomeni večjo varnost za delavce in seveda pozitivne učinke napolnjene javne blagajne s prispevki. Izzivi pridobivanja kadra v turizmu, to je pojav, ki traja že par let, ne samo pri nas v Sloveniji, ampak po celi Evropi. Je pa res, da so se te izzivi precej zmanjšali v zadnjem obdobju, zato ker so se pogoji dela v turizmu precej izboljšali
Istočasno pa potekajo seveda tudi promocijske aktivnosti za pridobivanje kadra in za promocijo panoge v Sloveniji. In postopki zaposlovanja in pridobivanja dovoljenj so bili res izjemno dolgi in polni administracije. Tako da je ukrep, ki je bil sprejet in ki je poenostavil delo na upravnih enotah, bil zelo pozitiven. In po informacijah naših partnerjev s terena so se postopki bistveno skrajšali, ker je bilo seveda odlično, ker so se s tem izboljšali tudi konkurenčni pogoji našega turizma na svetovnem trgu. V Sloveniji večina tujih delavcev prihaja iz področja bivše Jugoslavije in tudi pri nas v Kranjski Gori je tako. Ta integracija je precej olajšana tudi zaradi bližine Jesenic, kjer že tradicionalno živijo delavci iz bivše Jugoslavije, pa tudi precej cenejša so stanovanja tam. V preteklosti so postopki pridobivanja dovoljenj za delavce trajali več mesecev, v zadnjem času pa se situacija močno izboljšuje. Za mene kot delodajalca je najbolj pomembno to, da delavca čim bolj enostavno zaposlim in da takoj prispeva k izboljšani operativi. Zato me veseli, da država prisluhne tudi nam delodajalcem in čim bolj skrajša postopke zaposlovanja takih delavcev. Moja prva izkušnja Slovenije je bila v Ljubljani 2019. letnika in sem prišel z ekskurzijo pri srednji šoli in je bilo všeč zato, ker je vse zrihtano, zato, ker je dost narave. Narava je tudi, ni toliko smeti. V Sloveniji se počutim bolj varno, zato, ker je več priložnosti in kdaj človek ima več priložnosti, seveda je boljši občutek. Za zaključek. Rezultati so opazni in spodbudni. Vidimo opazno razbremenitev najbolj obremenjenih upravnih enot in skrajšanje časa reševanja zadev. Na upravni enoti Ljubljana se je število nerešenih zadev, povezanih s tujci v letu 2024, zmanjšalo za kar 40%. Zaostanek pri vnosu novih vlog v register, ki je sredi leta 2024 znašal že približno en mesec, je odpravljen in se izvaja sproti oziroma na dnevni ravni. Še več, celo čakalne vrste na prost termin na upravnih enotah so se skrajšale. S temi ukrepi smo pokazali, da ko je volja, je tudi pot. Pokazali smo, da javna uprava ni monolitna, neprebojna birokracija, temveč dinamičen, prilagodljiv servis, ki deluje v interesu državljanov in gospodarstva. Zavezujemo se, da bomo ta tempo ohranjali. Ne bomo se ustavili pri tujskih zadevah. Naš cilj je moderna, digitalizirana in odzivna uprava, ki je končno postala motor razvoja in ne zavora. Jasno je, da so sistemski ukrepi delovali in prinesli dramatične rezultate za gospodarstvo in ljudi. Toda za nas je enako pomembno, da smo izboljšali pogoje za tiste, ki so ta uspeh ponesli, naše javne uslužbence. Učinkovita javna uprava pomeni zadovoljen kader. Na upravnih enotah, ki so lani obeležile 30 let delovanja, uvajamo celovito optimizacijo poslovnih procesov in informatizacijo postopkov, kadrovske in organizacijske spremembe, vse s ciljem izboljšati zadovoljstvo zaposlenih, učinkovitost in hitrejše reševanje zadev ter kakovost upravnih storitev. V zadnjem času se je način našega dela nekoliko spremenil. Prenos zadev in odprava krajevne pristojnosti sta postopoma prinesla drugačen ritem vsakdana na upravni enoti. V čakalnicah je več miru, tudi vprašanj o poteku postopkov je manj. To nam daje več prostora, da se lahko posvetimo posamezni zadevi, jo obravnavamo več zbranosti in opravimo delo tako, kot si ga želimo, premišljeno in kakovostno. Prenova plačnega sistema javnega sektorja je eden največjih dosežkov mandata te vlade. Kljub kompleksnosti zadeve smo v sodelovanju in v dogovoru s sindikati ohranili enoten plačni sistem in ga prenovili na način, da bo stabilen, motivacijsko naravnan za zaposlene v javnem sektorju, pa tudi privlačen za nove kadre. Posebno pozornost smo namenili zaposlenim na spodnji tretjini plačne lestvice, kjer nihče ne bo imel več osnovne plače nižje od minimalne, ta pa se bo usklajevala tudi z inflacijo. Nov plačni sistem predstavlja pomemben korak k pravičnejšemu, preglednejšemu in učinkovitejšemu sistemu nagrajevanja javnih uslužbencev s ciljem, da javni sektor ponovno postane konkurenčen in privlačen na trgu dela. Ob tem se med zaposlenimi čuti tudi več stabilnosti. Spremembe na področju plačnega sistema so prispevale k občutku, da se trud in odgovornost, ki jo nosimo pri svojem delu, vse bolj prepoznata. To ustvarja okolje, v katerem se lažje osredotočimo na delo z ljudmi in postopke, ki zahtevajo natančnost, ter z več zaupanja gledamo naprej.
Optimizacija postopkov, ukinitev krajevne pristojnosti in digitalizacija so močna orodja, ki so prinesla rezultate za državljane in gospodarstvo. Toda v središču te prenove so bili in vedno bodo ljudje, tako naši državljani, ki potrebujejo hiter in učinkovit servis, kot tudi javni uslužbenci, ki ta servis zagotavljajo. Zato je plačna reforma strateški ukrep. Vlagamo v zaposlene, kajti le s pravično plačanim, motiviranim in spoštovanim javnim uslužbencem lahko javna uprava postane tisti motor slovenskega razvoja, ki ga država in podjetja potrebujejo. Zaveza naše ekipe je jasna. Naš cilj je sodobna uprava za uspešno Slovenijo. In to dokazujemo z rezultati, ki jih čutite v žepu in vidite v hitrejših postopkih.